Jebe mu sonce. Ampak zaenkrat še ne bom odnehal. Tole mislim, da je pa konc. Tukaj pa definitivno ne bo šlo. 8 ur čakalna doba na meji, pa vsi čist počas in tako naprej. Dobro jutro. Spal sem super. Vejte, kako izgledajo tele bungalovi. Tale je moj. Malo so jih stisnili, ampak dobro, se je čisto okej. Kako je lepo, ko je sonce. Ampak čez 2 ure naj bi dež padal. Jaz upam, da to ne drži. Tako da se bom kar vseeno odpravil proti korabu. Če bo šlo, bo šlo. Če ne bo šlo, ne bo šlo. Mislim, če bo dež, res ne bo šlo. Ampak drugače pa, da sej pridem gor z avtom do tiste karavle, pa malo pogledam. Bo pa saj to, no. Pelem se proti eni karavli, Strezimir ali nekaj takega se imenuje. Tam je izhodišče za najvišjo goro Makedonije in hkrati tudi Albanije. Vreme zaenkrat ful lepo, ampak v bistvu je, po napovedi bi zdaj že dež mogel začeti padati. Tako da nimam neke, bom rekel, nisem optimističen, da bo tole zdržalo, no. Če pa bo, pa da pridem gor, pa več ka vrhunsko vse skupaj. Super cesta, super pokrajina. Resno mislim, jaz se po takih rad vozim. Takole greš lepo počas in uživaš v lepotah narave. Nimaš boljšega. Pa višji, ke bom, lepš bo. Prispel sem do karavle. To je nekje na 1400 metrih. To imam v spominu. Najvišja gora, Korab, je pa točno 100 metrov nižja od našega Triglava. Zdaj, glede na to, da je napovedan dež, bom jaz probal več še malo naprej po teli cesti z avtom. Mogoče se da pa še ful visok prideti, pa da mi mogoče zmanjša za 1-2 ure, pa bi mogoče celo gor lahko prišel. Bom videl. Naredil bom vse, kar je v moji moči. Mogoče pa tu ni najbolj pametna ideja, da grem jaz tlele. No, sicer tole je čisto lepo normalno. Ajde, probajmo še malo. Ne vem, če je glih pametno odločitev tole. Kje kar probam, sem prepričan, da ne bo šlo, pa kar gre. Dajmo še malo, ker veste, kaj razmišljam. Se mogoče zgledam ful blesel, da se sploh tu probujem. Ampak veste, kaj gruntam, ko bi ven iz hoste prišel, so kdaj kakšne poti po, tako bom rekel, po travi in so čisto lepe. Tako sem jih včeraj videl, no, tam so se ful ljudje vozili po hribih. Zato bom še malo probal. Samo, da ne bom kje pol kilometer mogel uri kver striniti, to se pa bojim. Tole mislim, da je pa konc. Tukaj pa definitivno ne bo šlo. Ne vidim možnosti. Ne vidim. Dober. Obstaja možnost, ampak možnost, da kaj avto uničem, pa to. Ne vem, pa še kje bom obrnil. Tamle bi celo šlo mogoče. Jebem ti sonce. Ne boste verjeli, da sem prišel tam gore. Evo, to je tle
ampak zdaj, ki pa še tle gor je zdaj pa konc, tako da pa tudi probal ne bom. Tukaj, kakor ste videli, imam še dobro možnost za obrniti. Lejte, tole je pa prehudo, pa najbrž je še 10-krat takole. Ne, tamle gor je čist nemogoče, tako da gremo nazaj pa peš. Prišel sem nazaj do karavle, uparkiral in zdaj grem gor proti vrhu. Imam dobro volo, imam 3 litre tekočine, imam merelke, vse imam, samo vreme upam, da še bo. Lejte, korab točno 100 metrov manj kot Triglav. Aha, moja pametna Polarjeva ura sem jo glih pred 30 sekundam zalaufal. Mi še ne kaže, na kakšni višini smo. Me prav zanima, koliko bo mogel višine narediti. Je pa 4 ure do gor. 4 ure, tako da ni čisto enostavno. Vsaj za mene, za koga mogoče malenko, za me pa ne. Aha, lejte, na 300, aha, zdaj mečkam tole še najbrž lovi. Dej, kar še 5 gor, kar še 5 gor, kar še 5 gor. Bolj, ko bo šla gor, manj bom jaz im v metru. 1400, se pravi 1300 še. Neč bom pol kasneje povedal, koliko je melu, najbrž šab kakšno minutko, da tole točno ugotovi višino. Zdaj se je Polarjeva ura umerila, 1481 metrov. To pomeni, da imam koliko narediti višine. 1400, 1300 metrov skoraj. 1300 metrov, wow, ni to malo. Ni to malo. Pa še upam, da ni, da greš zdaj dol, pa pol še gor, tako da rata 1600, 1700 na konc. Neč probejmo, je pa zdaj, če bo na dež kazalo, če bo dež začel, bom pa seveda obrnil, nimaš kaj drugega. Je tole, da ptiči tako živčno letajo, znak, da bo dež. Vse kar na hiter po oblačilu. Tle je drugače sonce, lejte, tle pa ta črn oblak grozi. Sicer ni tako velika, aha, lejte, tle še več ptičev. Po mojem, da je to to. Neč gremo, kakor bo, bo. Nisem vedel, da je tle na Tavžent 725 metrih še voda. To je slabih 300 metrov sem naredil višinskih. Moram reči, da sem jih kar hiter naredil. Se pa držim pravila. Ta pravila jaz uporabljam zase. Hod čim bolj počas, kakor lahko, pa ne se ustavljati. Ker ustavljanje največ časa vzame. Ti daš majčkeno hiter, pa se za minuto ustaviš. Veste, koliko rabite, da minuto nadoknadite. Tudi če greste čist počas, nekam pridete. Tako da samo ustavljati se ne. Drugače pa še dobrih 1000 metrov imam. Dajte, upam, da je tista vrh gor. Ali pa ne, en bolj levo je mogoče. Upam sem, da ni nič dol spuščati se, da je sam gor. Kaj pa tole? 1758 metrov. Evo je tale objektek. Tole bo WC, grem staviti. Ne, pa ni bil. Ni bil WC, lejte, ni otoka. Čeprav izgleda čistka WC. Razmišljam, če bi tu bila karavla, ampak na zemljevidu Googlovmu je od spodaj označena. Tuš je tle podpisan. Šporget celo. Lejte, sedežna. Kaj je tu? Angleški cajtank.
Da vidimo, kaj je tle skrito. Nič posebenega. Nič. Lonci, Coca-Cola, plastenke. No, lahko bi bilo en del karavle, se pravi, ne, da del vojakov je tlele bilo na straži. Sam predvidevam, no zdaj zadnje cajte tu, glejte, planinci uporabljajo. Verjeten, glejte, tle so ljudje spali. No, lahko bi rekel, zdaj malo bolj zasigurno, da je tu vojska bila, ker glejte, tu so vojaški pogradi. Poznam zato, ker sem sam bil. Glede na to, da Jugoslavije že več kot 30 let ni, lahko rečemo, da je vojska tu kar dobro zgradila. Če je vojska gradila. Glejte, lahko bi pa tudi kakšen pastir imel. No, tale, spet je sonce posijal, koliko sem vesel. Je pa fino, da je tule tlele, ne? Da če bo kakšen dež ful padal, se lahko tle malo v zavetje dam. Tole pa po mojem ni vojaška zadeva, to je pa kakšen pastir mu, se včasih, tudi tlele takole, glejte, s povinilom streha zrihtana, domiselno. Zakaj so pa tle neke šprice, a so se tu kdo mu kakšne one stvari, ne vem. Tle je bila štala po mojem. Glejte, konji so bili noter. Tle je bila po mojem štala. Zanimivo. No, glejte, tle je tudi nekaj vgrajeno. Tole je mu en kmet čez, glejte. Pa tle je mu vrt najbrž. No, tle bi pa tudi rekel, glejte, tu je belkene gnoj po tleh. Tistale špička je po mojem, upam, da je, no. Nič, evo, glejte, sem ful vesel, ko je sonce posijal. Tako da samo gas naprej. Točno 1 uro sem na poti, točno. In sem naredil majčkeno manj kot 500 višinskih metrov. Ne vem, če se vidite. Evo, zdaj ste vidite. Zame to vrhunsko, s tem, da morate še računati, da sem tam še tisti objekt snemal. Dol, tisti me je kar 10 minut vzelo. Tako da dober sem, samo upam, da ne bo kje kakšnega spusta. Če šel s takim tempom naprej, sem ga zmagal. Imam še 800 višinskih metrov za narediti. Točno na polovici sem, kar se tiče višine. Še 650 metrov imam za premagati, ampak ne vidim nobenega vrha, ki bi bil še 650 metrov višji, kot sem, pa kakor vidite, da je še začel padati. Jebe mu sonce, ampak zaenkrat še ne bom odnehal. Ne bom. Malo še grem, bom videl, kaj bo. Sem na točno 2266 metrih, se pravi točno 500 višinskih metrov še imam za narediti. Se pravi, dobre pol poti sem že naredil proti vrhu koraba. 2764 metrov je visok. Glejte, je pa začel dež padati. Vidite, slište. Pa grmi tudi malo. Zdaj mi pa povejte, kaj naj naredim. Naj obrnem, kar je težko, ker imam cilj tik pred sabo. Po drugi strani pa, če probam jet gor, se lahko naredi, da nikoli več ne mogu hribe jet. Kakšna nesreča, lahko ne preživim. Tako da povejte, kaj naj naredim. Napišite v komentar, kaj je bilo bolj pameten. Napišite ta komentar, preden boste video naprej gledali, pa kaj se bom jaz odločil. Jaz sem vzel 5 minut za premislek. Sem prav gledal tle, ne? Te vrh je tamle gor nekje. Če bi bil kakšna votlinca, da bi se za pure noter zavlekel, pa počakal, kaj bo s tem vremenom, pa mi je razmislil. Samo jo ni. Ajde, napišite v komentar.
Vsi, ki tole gledate, prosim, napišite v komentar, ne grem naprej ali nazaj. Po 5 minutah razmisleka sem se odločil, da obrnem. Težko je bilo sprejeti odločitev, še posebej zato, ker sam sebe krivim. Če bi šel 1 uro prej, bi prišel do vrha, ne? In lahko bi šel 1 uro prej. Sam sem spal, ampak naspet sem se mogel, saj ste videli, če niste pogledali prejšnji video, si ga poglejte. Ste videli, koliko zmatran sem prišel, pozno sem prišel, gotov čist sem prišel in sem šele polnoči šel spat in čist mrtev zaspal. In sem se zjutraj pol 8 zbudil, pa sem šel pa na zajtrk, pa dovolilnico si urediti za gor, ki jo rabiš, in sem zamudil. Močno upam, da bo začel dež padati, unu na polnu in naj se bliska grmi vse, zato da si bom lahko rekel, saj tudi če bi šel 1 uro prej, bi bilo pa še slabi, bi me pa morda na vrhu jelo. Tako da upam na to situacijo, tako se človek malo sam s seboj tolaž. Ampak dobro, lejte, sem pa vsem doživel te čudovite hribe. Nadihal sem se zraka, naredil sem koliko sem pa naredil? 800 metrov sem naredil višine. Lejte, se nekaj je. Če to lejte, sem zdaj pa daš neha padati. Ko bi pa... Ja, sem lejte grmi. Šlište, ka grmi in gor kakšno je. Mislim, ne da mi tule mira čist. Ne da mi ga. Ede, či se nehalo. Še 5 minut. Ne bom se zajebaval. Grem jaz dol. Čeprav sem šel že 100 metrov gor. Grem jaz nazaj. Imam tudi že merelke čist mokre, ne? Še malo pa bomo not mokru, pa veste kaj, polte tudi v žul. Nis več tuk siguren, ko stopiš, se lahko kaj naredi. Tako da, lejte, rad bi sicer rekel, da sem osvojil največji vrh Makedonije pa Albanije. Samo, lejte, če ga pač nisem, ga nisem. Kaj čmo? Še kaj drugega bolj pomembno je v življenju, kot to. Ampak saj pravim, važno, da sem se sprehodil. Fino sem se mu. Nimam kaj jambrat, lejte. Videl sem, kako izgleda. Sam na vrhu nisem bil, ampak lejte, sej, zdaj se tu čisto vse se je zaprlo, ne, sej. Se dol vidimo. Vesel sem, da je ful začel padati dež, da mi ni žal, da sem se obrnil, pa da si ne bi kdaj očital, zakaj sem se obrnil, ki bi lahko gor prišel. Tako da, kar naj še bolj začne padati. Grmi pa skus tako da ja, čisto nobenega dvoma ni, da sem prav naredil, tako da. Ja, imam pa še kar nekaj do avta, ampak pol imam tam še en večji del čez gost, tam ne bo tukaj dež padal, tako da zdaj imam še 20 minut po tem dežju, pol pridem pa v hosto, pa še tam 20 minut, pa sem prav avto. Prispel do dol, čisteč mi ni žal, da sem obrnil. Evo, fino dež mi bo pežojčka mečkan oprav. Ful bi neumnost naredil, če šel gor. Ejde tudi ne, čevle imam čist imam mokre moje merelke. Čist kar plava mi noter. Pa papuče obu. Tako da super, tudi čist sem moker, naraj bi še pajkice slekel, pa v gatah bil, samo je dol obmejna policija, pa če me obstavijo, bojo čudno gledali, zakaj sem v gatah. Tako da nič, gremo, ni bilo slabo, kaj čem drugega reči. Dobro jutro. Jaz se odpravljam iz tegale, bom rekel, lepega kraja. Mi je super bilo, mečken mi je vse skup vreme pokvaril, ampak kaj čmo, tudi to pride,
na to nimam kaj vplivati, se nimam kaj sekirati. Tako da zdajle grem jaz danes proti Albaniji, v Tirano grem, tam bom 3 dni, potem bom pa iz Tirane delal izlete, ker okoli Tirane je zelo veliko zanimivih stvari za videti. Preden pa grem na mejo, grem pa še v Mavrovo, to je pa mislim, da 12 km samo imam, sicer v kontrasmer, grem jezero pogledat, pa tisto lepo potopljeno Cerkuco, ki sem bil že 2018 je najbrž bilo, pa grem pogledat, ker to je res lepo, če sem že tok blizu, pa fino je, sonček se je naredil, ampak tudi domačini pravijo, da je sonce samo do povdne, kadar je dež napovedan, popovdne pa dež začne padati. Tako da se vidimo na Mavrovem. Prispel sem na jezero Mavrovo, to je lejte kar velika zadeva. Tamle noter je en krak in tam na koncu je tista potopljena Cerkuca. Lejte, tukaj so pa jez naredili, se pravi, tukaj je jez, to je drugače umetno jezero. Najbolj zanimivo na jezeru pa meni osebno tista Cerkuca, tam, kjer bom šel zdajle pogledat. Tukaj dol je tale Cerkuca, ki sem jo omenjal. Sem že mislil, tukaj z avtom dol, sem ga zdaj parkiral tam 50 metrov na stran, pa sem rekel, ne, tule mi pa ni treba, da se slučajno ne bi pol mi naredil, da ne bi gor prišel, tako da sem šel teh 50 metrov peš, čeprav verjete ne bi bilo. Lejte, takoj, kar sem ugotovil, ful nižji nivo vode je, kakor takrat, ko sem nazadnje bil. Pa lejte, obnavljajo Cerkuco. Super, no, gremo še bližje pogledat. Gremo zdaj not pogledat. Ko sem šel nazadnje tukaj noter, sem v bistvu po vodi šel noter. Zdaj pa, kot vidim, so. Lejte, to so čisto obnovili. To je čisto drugo. Wow. Lejte, bom dal v ta video, bom dal tisti dron posnetek, ki sem bil nazadnje, pa boste videli, kakšna je razlika. To so čisto obnovili, kar super, da so, sam jaz ne verjamem, če se bo zdaj to naredilo, da ne bo nikoli gladina jezera višja, kakor Cerkuca, ker ta Cerkuca je včasih potopljena bila do polovica tle te stene, ki vidite. Tole so pa res lepo naredili. Jaz sem mislil, da je že konc to Cerkuco, da bo sem še propala. Pa, hvala Bogu, ni. Gremo še pogledat gladino jezera, kje točno je. Ja, gladina jezera se je zelo znižala, kar sem jaz nazadnje bil, bi rekel, kar za ene 6-7 metrov. Obstajajo pa slike, ki je pri tej Cerkuci sam streha zunaj. Pač tok visok nivo je bil. Tako da, zdaj glede na to, da obnavljajo Cerku, je zdaj vprašanje, če mislijo še kdaj tok napolniti jezero. Prispel v Albanijo, ne boste verjeli, koliko se meni se za 20% izboljša razpoloženje, ko dam mejo čez. Te meje me mučijo. Ampak moram pa pohvaliti albanske carinike, oziroma ne samo carinike, tudi policijo predvsem. Bila je majčkena gužvica, ampak to sem 15 avtomobilov. In je en tip policaj hodil do avtov nazaj po pasuše, vzel pasuš, nesel noter, zrihtal, pa pasuš nazaj prinesel.
Tam je pa še eno okence delo, ampak zato da je šlo hitrejš, ker vrsto so imeli samo eno možnost, ne. In ki je šel od avta gor ali pa dol, je še tekel. Tako da to malo, ki je vidiš, ne, gužva, 8 ur čakalna doba na meji, pa vsi čist počas in tako naprej. Jih boli, če ljudje čakajo 8 ur, jaz to ne bi mogel. Pa nobenemu ne rečem, da mogu slabo delo upravljati. Ampak vsako stvar lahko ti delaš malo hitreje, če češ, pa ne da bi koga učil. Ampak zamislite si, da bi vi bili tam v vrstva čakali 8 ur z otroki, na WC mudi, lulat, sred, žejni, lačni. Tudi država, da ne uredi, tako kot pri nas zmrn, ko so med prazniki te gužve. To je žalostno, da ne zna država urediti. Mislim, dajte to enemu podjetniku, pa bo takoj zrihtal, vam garantiram, da bo zrihtal. In tudi dobro se bo delalo, ne pomeni, da se bo tu pol kar švercalo gor pa dol. Mečkam sem zašel, mečkam filozofiram, kdaj zafilozofiram, saj veste. No, v glavnem, jaz letim v Tirano. En lušen hotelček imam, saj po bookingu je tako izgledalo. Ne bom nič o njemu govoril, itak, pridem, ga pokažem, povem, pa boste videli, tako da se tele Albanije ful veselim. Se vidimo v Tirani. Prispel sem v Tirano in tole je moja nova soba. Raj bi sicer videl, če bi bila zakonska postelja, ampak tudi to je čisto ok, v končni fazi. Tudi skup lahko dam, lejte, zelo prostorno je, veliko placa, se pravi, ti ni treba tam nekje skakati čez kovčke, pa vse, ki imaš. Ta prvo, seveda, kar sem naredil in kar mi je bilo daleč najbolj važno, internet. In lejte, kako lepo, fino prenaša, tako da to mi je bila ta prva zadeva. To pomeni, da danes večer boste gledali video Kopalnica. Glejte, zame super luksus, meni je važno, da je lijakdos velik, ne da je unči smehen, da še rok noter ne moreš dati, pa pol vse tam po nogah ti pada, to je važno. Glejte, tuš. To je to, kar jaz rabim prostorno, da tle namečem, no, pa to mi je ful všeč. Misca, da je, da lejte, normalno, kulturno delam. No, zdaj vam grem pa še zunaj pokazati, tudi zunaj je pomembno zaradi parkirplaca. Gremo pogledati. Da vam še od zunaj pokažem ta hotel. Lejte, všeč mi je velik, zagrejen parkirplac. Lejte tudi, koliko imajo prostora. Tole je pa stavba. Tle sem jaz gor na vrhnem nadstropju. Meni je super, no. Od središča sem pa kilometer 1,3, kar pomeni, da lahko peš pridem. In ravno zdajle se peš odpravljam, nekaj pojest, ker sem do zdajle video montiral, pa uploadal pa vse in sem tako lačen, sem zajtrkil, tako da zdaj pa moram nekaj najdeti. Sicer je ura že 8, tako da moram nekaj bolj lahkega najdeti. Tole sem zdaj blizu centra, relativno blizu, ene 500 metrov mogoče, še imam, če tu je celo cesta, lejte. Kar moderna, če čez rdečo sem šel, lejte. Kar moderna zadeva, tako da super.